Na stičišču Brkinov in Krasa, kjer se bodeta Fliš in Apnenec, ležijo kačiče. Kamnita spokojnost, obdana z zelenjem, obiskovalcem mimogrede navda z občutkom vrnitve v preteklost. Skrivnosti in vabljivih v tančico neznanega zavitih kotičkov je več, kot bi si za malo vasico lahko želeli. Eden med njimi je Belajeva domačija. Naša domačija trenutno ponuja oglede, in sicer oglede zeliščnega vrta, ki smo ga uredili letos pomladi, in ogled etnološke zbirke naše domačije. Torej, razstavljamo te predmete in orodje, ki je tukaj od nekdaj bilo uporabljeno. V zeliščnem vrtu v obliki srca in križa je svoj dom našlo več kot 130 rastlin, ki svojimi barvami in vonjem razvajajo in prebujajo čute. Razdeljen je na 4 tematske sklope, od zdravilnega do začimbnega. Ljudje poznajo zdravilne rastline iz literature, ne vejo pa, kako rastlina v naravi izgleda. In tako da tukaj res je en pester izbor različnih rastlin, tako divje raslih kot gojenih, tako da res je za vse okuse in tudi pač za vse tiste vedoželjne raziskovalce zdravilnih rastlin. Na Borjaču, dvorišču pred hišo, si je lahko predstavljati none, ki iz štirne dvigujejo vedro vode, kokoši, ki bežijo pred razigranimi otroki, in nonote, ki pod pergolo igrajo briškolo in tršet. Z vstopom v hišo, zgrajeno leta 1839, pa se spoznamo tudi s takratnimi kmečkimi opravili in načinom življenja. Prvi prostor, ki je zdaj namenjen bolj degustacijam, je ko ena polklet, polshramba, ki je tlakovana s škrljami. Potem, kar je res vredno ogleda, je ohranjena črna kuhinja s pahnjenco in z originalno ohranjeno krušno pečjo. Potem veža, v katerem so svoj kotiček dobile tudi kokoši. Trenutno pa je tam razstavljena moja zbirka zelišč. Tukaj je na vidnem mestu tudi priznanje, ki razkriva dejstvo, da imajo cerkveniki občutek za naravo v krvi. V 19. stoletju se je s sadjarstvom preživljal Andrejkin nono. On je leta 1898 dobil prav eno posebno priznanje iz cesarskega kraljevega kmetijskega društva, in sicer 50 kron za napredno kmetovanje. Preteklost in sedanjost se srečata v sobi za druženje, kjer mesto najde zeliščna knjižnica, in za hišo, kjer lahko mladi raziskovalci vrta in domačije tudi šotorijo. V prihodnosti bodo pri Belajevih uredili še prenočišča, kar bo pristno doživetje utripa življenja izpred 200 let še bolj začinilo.